Dobrodošli nazaj na JNS TV. Ta teden bomo govorili o nečem, kar se že dolgo pripravlja. O prekinitvi ameriške pomoči Izraelu. Ja, prav ste slišali. Premier Benjamin Netanjahu je v oddaji 60 minut v nedeljo napovedal, da namerava Izrael v naslednjih 10 letih zmanjšati odvisnost od ZDA in postati popolnoma neodvisen. Resnica je, da paket pomoči Izraelu močno omejuje Izraelovo sposobnost prodaje ali deljenja tehnologije z drugimi državami. Prav tako preprečuje Izraelu prodajo orožja državam, ki jih ZDA posebej ne odobrijo. Toda Izrael je svetovni vodja na področju tehnologije in obrambe z BDP-jem v višini $700 milijard, ne potrebuje paketa pomoči. Torej, medtem ko antisemiti jamrajo o ameriški pomoči Izraelu, se v resnici izraelski predsednik vlade, ki ga tako zelo sovražijo, strinja z njimi. Ampak to ni edina slabo premišljena, impulzivna reakcija na Netanjahuja, ki smo ji bili priča v zadnjem času. Veliko kritikov je napadlo Bibija, ker je leta opozarjal na nevarnost, da bi Iran dobil jedrsko orožje. In vendar se to ni zgodilo. Kot da bi to kaj dokazovalo. No, rada bi vam povedala eno zgodbo. Ta teden sem imela nesrečo, da sem prebrala enega izmed najbolj neumnih člankov, kar sem jih videla v zadnjem času. In iskreno, popolnoma povzema pomanjkanje kritičnega razmišljanja, ki se trenutno dogaja na Zahodu. To je bil komentar nekega ameriškega judovskega tipa, očitno opitega od marksizma, ki je izvajal celotno predstavo v slogu "Židovski poletni tabor mi je lagal", kar pač v redu, kakorkoli. Internet je poln ljudi, ki za svoje odrasle politične identitetne krize krivijo svoje vzgojitelje. Toda pod tem ideološkim zlomom se je skrivala ena najbolj nepoštenih trditev, ki jih ljudje nenehno ponavljajo z absolutnim prepričanjem, čeprav očitno nimajo pojma, o čem govorijo. Da naj bi Netanjahu in Izrael že desetletja trdila, da je Iran le nekaj mesecev oddaljen od jedrskega orožja, pa ga Iran še vedno nima. Zato Netanjahu oziroma Izrael zagotovo lažeta. In ljudje to govorijo, kot da je to neka hud udarec ali da so ujeli Izrael pri laži. Ampak pomislite, kako neverjetno neumna je ta logika, če o njej razmišljate več kot 5 sekund. Islamski režim ni dobil jedrske bombe, ker so jih ljudje ves čas ustavljali. To je tisti del, ki ga ti geniji vedno priročno izpustijo. To je tako, kot da bi se norčevali iz gasilcev, ker stavba, na katero so vas opozorili, ni nikoli pogorela, medtem ko namerno ignorirate dejstvo, da so 20 let gasili iskre. Ja, to ni takšen argument, kot si mislite. In vendar, ljudje kot sta Tucker Carlson ali Cenk Ujgur to nenehno ponavljajo, kot da bi to kaj dokazovalo. Edino, kar to dokazuje, je, da imajo možgansko gnilobo in ne razumejo, kaj je bilo storjenega, da bi upočasnili pot režima do bombe. A nič od tega ni presenetljivo, ko ta teden poslušate skoraj komične neumnosti Tuckerja Carlsona in Grandame Gruperja Meghan Kelly o tem, kako bo Izrael prisiljen uporabiti jedrsko orožje, če bo pomoč Izraelu prekinjena. Poglejte si to. Izrael ne bi mogel vzdrževati blokade ali se braniti niti 24 ur. Brez $1,5 bilijona ameriške vojaške podpore in uveljavljanja dolgoletnega obrambnega jamstva, ki ga imamo z Izraelom. Če bi to izginilo, bi imel Izrael dve možnosti. Ali bi bil izbrisan, ali pa bi uporabil jedrsko orožje. Tako bi bilo, če ameriška vlada ne bi podpirala Izraela. Pika. Torej, kdorkoli vam pravi, da bo Izrael naredil to ali ono, Izrael nima nobene zmožnosti, da bi se branil. Pika. In vsak, ki dela na Pentagonu in vam bo iskreno govoril neuradno, vam bo to podrobno razložil. Izrael ne bi storil ničesar od tega. Ne bi imel vojne na 6, 8 ali 10 frontah oziroma kakršnekoli večglave vojne, ki jo zdaj vodijo. Nič od tega ne bi bilo mogoče brez ameriške vojske, ameriških vojakov, ki umirajo v njihovem imenu, in ameriških davkoplačevalskih dolarjev, ki vse to financirajo. Torej, to je to. Oprostite. Kaj? Tukaj je toliko napačnih predpostavk, ki jih je treba razjasniti. Vse v manj kot minuti. Najprej, Izrael nikoli ni grozil, da bo izbrisal drugo državo z zemljevida. Izrael ni režim, ki obeša ljudi na žerjave. Niso režim, ki kolonizira polovico Bližnjega vzhoda prek terorističnih posredniških sil. To ni režim, ki financira Hezbollah, Hamas, Hutije, šiitske milice v Iraku, palestinski islamski džihad, Hamas, kot tudi druge teroristične celice v tujini. To je Islamska republika Iran. To je islamski režim, ki je ekspanzionistična revolucionarna diktatura, ki odkrito poziva k genocidu, množično usmrčuje lastno prebivalstvo in financira teroristične posredniške skupine po vsej regiji. In vendar je nekako država, ki naj bi se je vsi bali, Izrael.
Zdaj, medtem ko so nekateri ljudje preprosto neumni, verjamem, da Tucker in Meghan v resnici vesta bolje, tudi če ne poznata te posebne teme. Ampak tudi zelo dobro razumeta, da ima največ klikov in angažiranosti danes prinese protiizraelsko oziroma pravzaprav protijudovsko strašenje. In to je njuna edina prioriteta, ker vidita neizobraženo v teorije zarote verujočo muslimansko publiko kot neizkoriščen finančni potencial. Torej, ni samo to, da se Tucker in Meghan motita. Aktivno širita dezinformacije in pri tem zavajata lastno občinstvo. Naprimer, ko enkrat spoznaš, koliko truda je bilo dejansko vloženega v spodkopavanje iranskega jedrskega programa, ves ta čas, ko je Izrael opozarjal na nevarnost. Začneš opažati, kako se popolnoma enak vzorec ponavlja pri mnogih drugih obtožbah, ki so uperjene tako proti Netanjahuju kot proti Izraelu. In celo del mednarodne skupnosti je bil upleten v to vprašanje, saj so tudi oni desetletja zavlačevali jedrske ambicije Islamske republike. V zgodnjih 2000-ih so inšpektorji IAEA razkrili tajne dejavnosti bogatenja režima v Natancu in odgovorili s sankcijami, vključno z bančnimi omejitvami, izvoznimi nadzori in tehnološkimi omejitvami. Nabavne mreže so bile tarča in prikrite operacije so se začele stopnjevati. Leta 2010 je kibernetski napad Stuxnet, ki ga pripisujejo Izraelu, uničil približno 1000 centrifug v Natancu. V istem obdobju so bili iranski jedrski znanstveniki eden za drugim umorjeni. Masoud Ali Mohammadi, Majid Shahijari, Dariush Rezani Niyad, Mustafa Ahmed Roshan. Seznam se nadaljuje. In nato so začeli eksplodirati obrati za centrifuge. Leta 2020 je eksplozija razdejala obrat za sestavljanje naprednih centrifug v Natanzu in povzročila veliko škodo. Isto leto je bil Mohsen Fakhrizadeh, ki ga mnogi štejejo za arhitekta vojaškega jedrskega programa, ubit v atentatu zunaj Teherana. In kdo lahko pozabi epsko operacijo Mossada leta 2018, ko so vdrli v Teheran in ukradli tajni jedrski arhiv režima? Desetisoče zaupnih dokumentov, ki dokazujejo, da je režim leta lagal o vojaških razsežnostih svojih jedrskih ambicij. Torej, po letih sabotaž, ko so jedrski program večkrat zavrli za mesece, če ne celo leta, sledili so izraelski agenti, ki so vstopili v sovražno državo, vdrli v skrivno skladišče, ukradli pol tone zaupnega jedrskega materiala in ga pretihotapili ven. Preden so Iranci sploh ugotovili, kaj se je zgodilo. Ljudje na spletu še vedno govorijo: no, če bi bil Iran res takšna grožnja, ali ne bi že imel bombe? Vidite, Netanjahu nam je lagal. Da, režim danes nima bombe, ker jih je Izrael ves čas ustavljal. In to je prav bistvo. Kljub vsemu temu še vedno obstajajo ljudje, kot sta Tucker in Meghan, ki govorijo o Izraelu, kot da je nekakšen nemočen parazit, ki preživi le zaradi ameriške radodarnosti. To nas pripelje nazaj k širši spletni fantaziji, da Izrael danes obstaja samo zaradi ameriške pomoči, ali k temu, kar je rekel Tucker, da se Izrael brez Združenih držav ne bi mogel braniti. Spet, kaj takega lahko reče le nekdo, ki resnično ne ve ničesar o odnosih med ZDA in Izraelom? Ali pa nekdo, ki je popoln lažnivec, kot naprimer Tucker Carlson. Izrael ne bi mogel vzdrževati blokade ali se braniti niti 24 ur brez podpore ameriške vojske z $1,5 bilijonov proračuna. Ameriška vojska to podpira in uveljavlja dolgoletno obrambno jamstvo, ki ga imamo z Izraelom. To je nekaj, kar si je Tucker izmislil. Najprej, ne gre za $1,5 bilijona. Trenutni okvir pomoči znaša približno 3,8 milijarde dolarjev letno, kar se morda sliši ogromno, dokler ne ugotovite, da je zvezni proračun ZDA blizu $7 bilijonov. To pomeni, da je to približno 0,05% ameriškega zveznega proračuna. In tukaj je del, ki vam ga nikoli ne povedo. Prevladujoča večina tega denarja se vrne nazaj v ameriško gospodarstvo prek obrambnih naročil. Izrael mora kupovati izključno orožje ameriških proizvajalcev iz ameriških tovarn, dobavnih verig in od ameriških delavcev. Približno 70,000 ameriških delovnih mest je vsako leto ustvarjenih ali ohranjenih zaradi tega partnerstva. Torej, Američani ne pošiljajo denarja Izraelu, da bi mi lahko preživeli. Ameriška vlada subvencionira lastno obrambno industrijo, hkrati pa krepi strateškega zaveznika in, iskreno povedano, zato dobi več kot plača. Vrnimo se za trenutek nazaj. Pomoč Izraelu iz ZDA se je resnično začela šele po 6-dnevni vojni leta 1967. Zakaj? Ne zato, ker bi Izrael to potreboval, ampak ker so ZDA v tem pravilno videle priložnost, da odprejo še eno fronto proti ZDA v času hladne vojne.
Vojaška pomoč se je močno povečala po Jomkipurski vojni leta 1973 in nato rasla naprej na podlagi več memorandumov o soglasju, ki tako omejujejo Izraelove možnosti sodelovanja z drugimi državami, kot tudi izjemno koristijo Združenim državam. Do danes imajo ZDA iz tega odnosa izjemno velike koristi. Izraelske obveščevalne službe so večkrat pomagale preprečiti velike teroristične zarote, usmerjene proti zahodnim državam, zlasti Združenim državam, vključno z napadi na letalstvo, operacijami ISIS-a, iranskimi terorističnimi celicami in mrežami ter napadi na Američane in Evropejce v tujini. Ni pretirano reči, da je danes na tisoče Američanov živih, ki jih sicer ne bi bilo, prav zaradi deljenja izraelskih obveščevalnih podatkov z Združenimi državami. Zato so nekdanji visoki ameriški obveščevalniki večkrat opisali izraelske obveščevalne podatke kot izjemno dragocene, ocenjene na milijarde dolarjev, saj Izrael deluje globoko znotraj sovražnih mrež, v katere zahodne agencije težko prodrejo. Tako da, ko ti bedaki, kot je Tucker Carlson, na spletu vpijejo, prekinite pomoč Izraelu, iskreno, prav. Nič več izmenjave obveščevalnih podatkov, nič več regionalnega sodelovanja v boju proti terorizmu, nič več izmenjave inovacij na bojišču, nič več usklajevanja protiraketne obrambe, nič več omejitev pri izvozu izraelskega orožja. Glede na trenutno politiko Washingtona, ker v nasprotju s tem, kar ti ljudje očitno mislijo, Izrael ni nek ameriški projekt odvisen od ZDA. Smo suverena država in brez Združenih držav bi se povsem dobro znašli. Združene države pa bi bile brez Izraela neprimerno bolj ogrožene. Ta mit, ki ga širi Tucker, da se Izrael ne more braniti brez Združenih držav, je popolnoma odmaknjen od vojaške realnosti na terenu. Leta 1948 smo vodili vojno na več frontah brez kakršnekoli pomoči ZDA, takoj po naši razglasitvi neodvisnosti. In če bi prekinili odnose z Združenimi državami, bi nam morda celo dovolili, da spet zmagamo v vojnah, veste, brez predsednika, ki razglasi prekinitev ognja, čeprav se na terenu pravzaprav nič ni spremenilo. Tako da ja, Tucker, prenehanje ameriške pomoči Izraelu je nekaj, kar si mnogi Izraelci dejansko želijo. Ampak v nasprotju z vašo analizo, če ji sploh lahko tako rečemo, je to zato, ker je ne potrebujemo, da bi se lahko še naprej branili. Prav tako ne potrebujemo, da bi Washington nenehno poskušal vplivati na izraelsko politiko in obrambne odločitve. Prava prednost tukaj je, da sta obe državi učinkovitejši in varnejši, ko sodelujeta. Če pa si ameriška javnost želi iti po poti islamistov, kot svetuje Tucker Carlson, ahlan wa sahlan. Srečno, Amerika! In zdaj, ko govorimo o internetnih čudakih, zasvojenih z ogorčenjem, ki se pretvarjajo, da sodijo blizu politične moči, se pogovorimo o kandidatu za kongres Dan Bilzerianu. Zgodba je tako nora, da se skoraj zdi kot eksperiment na družbenih omrežjih, da bi videli, kako daleč se lahko civilizacija izrodi, preden bodo ljudje končno rekli, morda bi morali nehati postavljati internetne psihopate v politiko. Tukaj imate tega tipa, ki je postal slaven zaradi drog, orožja, iger na srečo, mizoginije in obtožb nasilja. Obnaša se kot zadet študent z neomejenim denarjem in naj bi domnevno plačeval prostitutke, da se pretvarjajo, da jim je všeč. Tip, ki je svojo celotno kariero zgradil na kulturi podcasterskih mačotov, skupaj z osebki, kot je Andrew Tate. In zdaj želi kandidirati za kongres proti Randyju Fajnu na Floridi. Oprostite, ampak to je del internetne dobe, ki mi resnično ne gre v glavo. Prišli smo do točke, ko lahko ljudje zgradijo celo kariero kot spletni izprijenec, potem pa se nekega jutra zbudijo in si rečejo, veste kaj? Verjetno bi morala pomagati voditi ameriško vlado. Ampak najbolj noro je, da Dan Bilzerian ni le nek navaden idiotski vplivnež. Je eden najbolj ogabnih, odkrito sovražnih do Judov na internetu. To je človek, ki odkrito grozi, da bo ubijal Izraelce, papagajsko ponavlja neonacistične trditve, že leta obsesivno razmišlja o Judih in ima zdaj očitno nek čuden ideološki fetiš na islam. Iskreno, vse skupaj se zdi, kot da bi v živo opazovala nekoga, ki doživlja javni duševni zlom. Ampak tisto, kar mi je ta teden res pritegnilo pozornost, je bilo to, kako celo drugi neonacisti začenjajo zveneti zaskrbljeno zaradi Dana Bilzeriana. Nick Fuentes, tisti mali neonacistični nestrpnež, ki je postal znan po svojih govorih in izzivanju ogorčenja na spletu, je zdaj tukaj. Trdi, da ga je Dan Bilzerian osebno odpeljal na stran, mu naročil naj skrije telefon, ga odpeljal v ločen prostor in začel govoriti o atentatih na izraelske ministre in vidne judovske osebnosti. Nato ga je domnevno poskušal pridobiti za obisk Katarja. Seveda moramo upoštevati, kdo je vir teh informacij. Govorimo o Nicku Fuentesu. A potem je v enem dnevu še en odprt sovražnik Judov, Lucas Gage, povedal, da se mu je zgodilo popolnoma enako v ločenem primeru.
Ista zgodba. Skrit telefon, zasebna soba, obsedenost z nasiljem, obsedenost z Izraelom. Poglejte, kaj je imel zapovedati Lukas. In ko sem videl, da je Nick to objavil, nisem mogel verjeti. Pravi, da ko je prvič srečal Dana pri njem doma, nas je dal telefone odložiti v drugo sobo. Potem me je vprašal, kako težko je, ne morem izreči besede na YouTubu, izraelske vladne ministre. Nato me je povabil v Dubaj in Katar, kar sem zavrnil, ko je bil na poti tja, da bi čez noč postal pobožen. Nick, prisežem pri Bogu in prisežem na življenje svojih otrok. Imam 2 čudovita otroka. Naredil mi je isto. Torej, šli smo tja gor. On reče nekaj o Benu Shapiru. Pravi, poznaš tistega Bena Shapira, kaj ne? Kaj si misliš o njem? Sprašujem se, če ni ničesar načrtoval. To hočem povedati. Mogoče je bilo samo nakladanje v garderobi. Kot, stari, moramo se lotiti tega tipa. Razumeš, kaj mislim? To sem tudi jaz rekel. In rekel sem, da to ne bo nič spremenilo. Saj bodo samo dali nekoga drugega, nekaj takega. Ampak potem, ko je Nick to povedal, sem bil kot, okej, to je pa čudno. Zdaj, poleg tega je še tretja oseba, ki dejansko ne podpira Nika ali Lukasa, ki je potrdila, da je Fuentes res zasebno opisal ta isti dogodek njemu v času, ko se je zgodil. Tako imaš zdaj več ljudi, ki opisujejo isti iztirjeni vzorec vedenja. In iskreno, na neki točki moramo nehati pretvarjati, da je to samo provokativen internetni govor. Ker če je nekdo, ki odkrito govori o atentatih na politične osebnosti, ki odkrito fantazira o ubijanju Izraelcev, potem morda, samo morda, ta oseba ne bi smela biti nikjer blizu javne funkcije. Recite mi, da sem nora. Kakorkoli, najbolj nora stvar pri vsem tem je, da je opazovati isto spletno skupino America First, ki nenadoma razvije to čudno fetišiziranje islamistične estetike, nekaj, kar je bilo tesno povezano s celotnim gibanjem že od začetka. Zdaj Dan objavlja fotografije, na katerih bere Koran, nosi kefije v Katarju in govori o tem, kako je islam moralno neoporečen. Celo pravi, da ima rad muslimane, ker imajo iskreno, nesebično bratstvo. To je še posebej smešno, če prihaja od tipa, ki je svojo celotno blagovno znamko zgradil na drogah, igrah na srečo, nasilju, mizoginiji in obnašanju kot poosebljena spolno prenosljiva bolezen. Prav. Mislim iskreno, edini pravi boj na svetu danes, za katerega menim, da se ga splača boriti, je, iztrebiti Izrael. Mislim, jutri bi se prijavil, šel na teren in ubijal Izraelce. To bi bil zame odličen dan. Prijavim se na poklic, kjerkoli. Dajte mi puško in me pošljite tja. Resnično verjamem, da je večina ljudi v tej državi zla in da izvajajo genocid. Vzpostavili so apartheidski sistem, zatirajo Palestince, napadajo svoje sosede, delujejo kot teroristi. So arogantni, nehvaležni barabe in jih je treba izbrisati z zemljevida. Ko že govorimo o arogantnih, nehvaležnih barabah, ne bom rekel, kdo bi moral biti izbrisan z zemljevida, ker ne pozivam k nasilju nad nikomer. Ampak ta tip, res, ga je treba naučiti lekcije. In glej, to je pomembno, ker ne gre samo za Dana Bilzerjana. To je ena težava. On je najbolj karikiran primer širšega trenda. Po Združenih državah imamo povsod odkrite sovražnike Judov, ki kandidirajo za politične funkcije. Mislim, imate Zorana Mamdanija, ki je zmagal na županskih volitvah v New Yorku in vsi zdaj vidimo, kako dobro gre New Yorku zaradi tega. Imate pa tudi ljudi, kot je Aber Kavas, kandidatko DSA in aktivistko, povezano z organizacijo CARE, ki je zmanjšala pomen 11. septembra in zdaj kandidira za državno skupščino v New Yorku. Seveda jo je podprl tudi sam Mamdani. Tukaj je, kaj je povedala o 11. septembru. Sistem kapitalizma, rasizma in nadvlade belcev ter islamofobija so bili vsi uporabljeni za kolonizacijo ozemelj, kaj ne, za jemanje virov drugim ljudem. In to je dolg proces. In zdaj samo vidimo posledice tega nadaljevanja, kaj ne, z 11. septembrom. In zato nas pogosto ljudje sprašujejo, naj se odzovemo na napad, kaj ne? Če pogledate nazaj skozi zgodovino, veste, veliko nas prihaja iz dežel, ki so bile kolonizirane, iz dežel, kjer potekajo vojne, kaj ne? Velikokrat je to zaradi politike ZDA ali politike v Evropi. In zato ugotavljam, da se lahko zaradi tega povežemo. Ampak potem tu sta ideja, da se moramo upravičevati za teroristični napad, ki sta ga naredila 2 posameznika. In potem ni nobenih opravičil ali odškodnin za genocid in suženjstvo in tako dalje. Kar se mi zdi nekako obsojanja vredno. Suženjstvo? Eden redkih krajev, kjer še vedno obstaja sodobno suženjstvo, je v arabskem muslimanskem svetu.
Ampak veš, odmikam se od teme. To je povsem druga epizoda. K temu se bomo vrnili kasneje. Medtem pa se vrnimo k Danu Bilzerianu, ki vstopi v pogovor kot kakšen zadrogiran končni šef internetne norosti. In če želite razumeti, kako slab je ta tip v resnici, bi rada igrala zabavno igro Kdo je to rekel? Islamistični teroristi ali Dan Bilzerian? Poglejmo, če lahko uganete. Prvi citat. Stavila bi celo svoje premoženje, da je bilo manj kot 6 milijonov. Matematika se ne izide. No, če ste ugibali Dan, imate prav. To je Dan Bilzerian, ki zanika holokaust. Ali pa naslednja izjava. Verjamem, da je judovska nadvlada največja grožnja današnjemu svetu. Večina današnjih problemov je posledica judovske nadvlade. Kaj mislite, ISIS ali Dan Bilzerian? Težko reči, ampak tokrat je to Dan. Ta je kratka in jedrnata. Napasti moramo vsakega juda na zemlji. Brijeli ali ne, tokrat to ni Dan. To je v resnici izjava poveljnika Hamasa Fatih Hamada. Kot vidite, pa je retorika skorajda nerazločljiva. In potem še ta. Judaizem spodbuja nadvlado in posilstvo ter krade drugim ljudem, če niso judje. Izrael je uresničitev tega. Mislim, da je vera grozna. No, če ste ugibali Dan, imate prav. Sploh se ne pretvarja, da ima težave s cionisti. Ne, za Dana gre tukaj za jude. In končno, jutri bi se prijavila, šla tja in odšla na teren. Mislim, ubijala Izraelce. Dejte mi puško in me pošljite tja. Ja, kot smo slišali pred nekaj minutami, za vse to je kriv Dan. In ne, to ni in nikoli ne bi smelo biti normalen politični diskurs. To je odkrito rasno sovraštvo. In vendar je ta oseba na določenih delih interneta obravnavana kot legitimni politični glas, namesto kot to, kar v resnici je. Globoko motena, judov sovražeča čudakinja in popolna idiotka brez kakršnih koli pozitivnih lastnosti. Najpomembnejši del, ki ga morajo ljudje razumeti, je, da te stvari ne ostanejo samo na spletu. Ko normaliziraš nenehno retoriko o judovski nadvladi, globalnih judovskih zarotah in normaliziraš nasilje nad Izraelci, ljudje slej ko prej začnejo delovati v skladu s tem. Tako deluje radikalizacija, tako deluje ekstremizem. Iskreno, kdorkoli pogleda tega človeka in si misli, da je to nekdo, ki bi moral oblikovati ameriško politiko, mu verjetno ne bi smeli zaupati niti upravljanja težke mehanizacije, kaj šele glasovanja. Medtem ko internetni klovni, kot je Dan, na spletu igrajo revolucionarje, pa dejanski režimi še naprej izvažajo tovrstno sovraštvo in manipulacijo v industrijskem obsegu. In to nas pripelje do dobrega, slabega in grdega tega tedna. Začnimo z našo grdo zgodbo, saj se je ta teden Islamska republika Iran odločila svetu ponovno pokazati, da ni le teroristični režim, ampak je tudi popolnoma zmešana. Resnično moram ljudem pokazati, kako nenavadna je ta zgodba v resnici. Očitno je nekakšno sporočilo krožilo po zunanjem ministrstvu ali propagandnem aparatu islamskega režima, saj so številna veleposlaništva in z režimom povezani računi nenadoma začeli napadati tiskovno predstavnico Bele hiše Karolino Levitt na spletu. In kakšen je bil njen zločin? Da je rodila otroka. Prisežem, da si tega ne izmišljam. Režim je na njene objave na družbenih omrežjih o njenem novorojenčku odgovoril tako, da jih je spremenil v propagando o nedavnem ameriškem napadu na bazo IRGC v Minabu. Zdaj režim trdi, da je napad ubil več 10 otrok v šoli, ki se nahaja blizu objekta. Mimogrede, če nameščate otroke in njihove šole znotraj vojaške strukture IRGC, je to samo po sebi vojni zločin. A to je tako značilno za Islamsko republiko. Uporablja otroke kot živi ščit in se potem pretvarja, da ji je mar za človeška življenja. In iskreno, hinavščina tukaj je tako skrajna, da postane skoraj smešna, ker je to isti režim, ki je med iransko-iraško vojno pošiljal otroke čez minska polja. Isti režim, ki je ubil 9-letnega Kiana Pirfaleka, isti režim, ki je med protesti januarja ubil na stotine otrok in najstnikov le nekaj dni pred napadom v Minabu. Jim ni mar za otroke, mar jim je za propagando, za ohranjanje oblasti, za izvoz svoje islamistične revolucije. To je to. Če bi temu režimu res bilo mar za otroke, iranskih otrok ne bi streljali na ulicah, ker stojijo blizu protesta. Iranskih najstnikov ne bi mučili v zaporu. In iranske družine ne bi bile prisiljene prepoznavati trupla svojih sinov in hčera po demonstracijah. In iskreno, noben režim na svetu nima več otroške krvi na svojih rokah kot islamski režim v Iranu. Ne samo iranski otroci, palestinski otroci, libanonski otroci, sirski otroci, izraelski otroci, jemenski otroci in še več.
Ta režim je desetletja porabljal za to, da je cele generacije Bližnjega vzhoda spremenil v topovsko meso za svoj revolucionarni projekt. Hamas, Hezbollah, Hutidži, Basij in IRGC vsi so uničili nešteto otroških življenj po vsej regiji. In vendar vsakič, ko Islamska republika doživi vojaški napad, naj bi kar naenkrat verjeli, da so postali zagovorniki človekovih pravic. To je noro. In to je tudi del veliko večjega trenda, na katerega morajo ljudje resnično biti pozorni. Islamska republika ne izvozi samo terorizma, ampak tudi propagando. Razumejo, da so družbena omrežja zdaj del bojišča. Tako vzamejo objavo o novopečeni materiji in jo spremenijo v propagandno kampanjo. Poskušajo izkoristiti sočutje in manipulirati z zahodnim občinstvom, ki še vedno ne razume, kaj ta režim v resnici je. Toda ljudje morajo nekaj zelo jasno razumeti. Islamska republika ne ceni človeškega življenja, niti življenja otrok. Ceni moč, strah, džihad in preživetje. In prav zato je gledanje, kako nenadoma se pretvarjajo, da jim je mar za otroke, po desetletjih pobijanja otrok po vsej regiji, ena najbolj ogabnih stvari, ki jih boste videli na spletu. Islamska republika ni zgolj vlada. Je ideološki kult smrti z mrežo veleposlaništev, ki ga promovira. In zdaj še slaba zgodba tedna, saj je Avstralija ta teden svetu ponovno pokazala, kaj se zgodi, ko zahodne države leta in leta pretvarjajo, da je radikalizacija zgolj kulturna raznolikost. Avstralija se trenutno sooča s posledicami vračanja nevest ISIS-a domov, potem ko so se pridružile eni najbolj sadističnih terorističnih organizacij na svetu. In zdaj se nekatere izmed njih soočajo s sojenjem za zločine proti človeštvu, povezane z zasužnjevanjem jezidske ženske, skupaj z drugimi grozljivimi zločini ISIS-a. Avstralske oblasti zdaj trdijo, da sta bili dve izmed teh žensk vpleteni v zadrževanje jezidske sužnje v svojem družinskem domu v Siriji pod nadzorom ISIS-a, potem ko naj bi bila ženska kupljena za $10,000. O tem govorimo tukaj. To ni bralni klub. To je ISIS, genocidna islamistična kult smrti, ki je pobijala civiliste, spolno zasužnjevala ženske in obglavljala ljudi pred kamero, poleg tega pa pobijala verske manjšine po Iraku in Siriji. Kljub temu jim je Avstralija še vedno dovolila vrnitev v Avstralijo in poglejte, kako hvaležni so bili. Zakaj ste prišli v In? Zakaj ste se poročili z ISIS teroristom? Utihni, ti kurba. Ali so bili vaši otroci podvrženi zakonom? Spusti me! Ali imaš izbiro? Govori z mano in jaz bom govorila s tabo, prav? Kaj boš naredil? Kaj boš zdaj naredil? Pravo glajeno. Islamistični nasilneži so avstralsko novinarko žalili in jo imenovali za kurbo, ker je opravljala svoje delo. Ti ljudje so popolna nesnaga človeštva. In ne razumem, zakaj bi Avstralija sploh dovolila takšen cirkus. Mislim, kaj točno pri pridružitvi ISIS-u nakazuje, da nekdo deli avstralske vrednote, ali ima kakršnokoli spoštovanje do avstralske zakonodaje, kulture ali civilizacije. A absurdnost se tu ni končala. Ko so se obtoženci pojavili na sodišču, so zavrnili vstati pred sodnikom, kar je takoj pomenilo nespoštovanje sodišča, kar pravzaprav popolnoma povzame celoten problem tukaj. Zahodne države še naprej uvažajo, ali v tem primeru ponovno uvažajo ljudi, ki odkrito prezirajo zahodne vrednote. Nato pa so šokirane, ko teh vrednot nihče ne spoštuje. In vendar se zahodne države znova in znova težko sprijaznijo z nečim zelo preprostim. Ideologija je pomembna in radikalizacija je pomembna. Dolga leta je v medijih krožila nekakšna čudna zgodba, da so neveste ISIS-a le zavedena dekleta, ki so jih zapeljala družbena omrežja. Oprostite, ampak na neki točki mora v pogovoru stopiti tudi osebna odgovornost. Ne preseliš se na drug konec sveta, da bi se pridružil ISIS-u, ne da bi vedel, kaj ISIS je. In prav zato je toliko zahodnih držav zdaj popolnoma nepripravljenih na ideološki konflikt, s katerim se soočajo znotraj svojih meja. Ker so leta vsako opozorilno znamenje obravnavali kot nestrpnost in islamofobijo, namesto da bi problem vzeli resno. Pretvarjanje, da islamistični ekstremizem ne obstaja, je bila ena najbolj katastrofalnih zahodnih zablod v zadnjih 20 letih. In zdaj se Avstralija v realnem času sooča s posledicami te zablode. Ker vprašanje tukaj ni samo, kaj storiti z nevestami ISIS-a. Pravo vprašanje je, kako so zahodne družbe postale tako šibke, polne krivde in tako prestrašene, da bi užalile ljudi, da so sploh prenehale braniti lastno civilizacijo. In končno, dobra zgodba tedna, kajti po celem tednu internetne otopelosti, propagande, nevest ISIS-a in podcasterjev, ki se pretvarjajo, da so politiki, je pomembno tudi spomniti ljudi, kaj dejanske države v resnici počnejo.
Medtem ko je polovica interneta kričala o Izraelu na spletu, je Izrael očitno tiho upravljal skrivno prednjo bazo v Iraku med vojno z Iranom. In ta zgodba je popolnoma nora. Po na novo objavljenih informacijah je Izrael vzpostavil tajno bazo v zahodnem Iraku, ki so jo uporabljali za podporo operacijam proti Islamski republiki med vojno. Po poročanju naj bi bila v bazi nameščena specialne enote, logistična oprema ter ekipe za iskanje in reševanje, ki so bile tam v primeru, da bi izraelske pilote sestrelili nad iranskim ozemljem. Torej, Izrael ni izvajal le operacij na dolge razdalje proti režimu, ampak je tudi gradil infrastrukturo, potrebno za reševanje osebja, če bi šlo kaj narobe globoko na sovražnem ozemlju. In tukaj postane zgodba še bolj neverjetna. Po poročanju Wall Street Journala je bila operacija skoraj razkrita, potem ko je lokalni iraški pastir opazil nenavadno dejavnost v bližini kraja. Pastir je obvestil iraške varnostne sile, ki so se začele premikati proti območju, da bi raziskale dogajanje. Takrat, le nekaj tednov pred vojno, je moral Izrael izvesti napade na približujoče se iraške sile, da bi zaščitili operacijo in preprečili, da bi bila baza ogrožena. Tako smo imeli izraelske specialne enote, ki so delovale znotraj Iraka, skrivno logistično središče pa je podpiralo operacije proti režimu v Iranu. Reševalno osebje se je pripravljalo na možnost sestreljenih pilotov, medtem ko so se za obrambo celotne operacije uporabljali sprotni obveščevalni podatki in zračna moč. Preden je javnost sploh vedela, da obstaja. Tako se Izrael v resnici brani na Bližnjem vzhodu. In kar se mi zdi pomembno pri tej zgodbi je to, da ljudi spomni na nekaj, kar internet rad pozabi, ko gre za Izrael. Ne moremo si privoščiti neuspeha. Ko gre Izrael v vojno, mora načrtovati vse. Ne samo kako napasti cilje, ampak tudi kako rešiti pilote, kako izvleči operativce, kako rešiti talce in kako pripeljati svoje ljudi domov, če so obtičali na sovražnem ozemlju. Ta etos prežema celotno izraelsko družbo in tudi izraelsko varnostno kulturo. To je tudi ena največjih moralnih razlik med Izraelom in režimi, proti katerim se bori. Hamas se skriva med civilisti. Islamski režim pošilja otroke čez minska polja in financira teroristične skupine, ki po vsej regiji delujejo po njegovem nareku. ISIS zasužnjuje ženske, pobija manjšine. Izrael vlaga ogromna sredstva v reševalne operacije, zmogljivosti za izvleko in v to, da svoje ljudi pripelje domov žive. In preden zaključimo, želim še poudariti, da je ta zgodba tudi popoln opomnik, kako lažne so v resnici večina spletnih analiz. Ljudje na spletu govorijo o vojni, kot da je to videoigra ali debata v podkastu. Stvari zmanjšajo na ključnike ali meme in večino časa izražajo zgolj navidezno ogorčenje. Toda resnične varnostne operacije so videti takole. Tihe, zapletene, zelo tvegane in jih izvajajo ljudje, ki se zavedajo, da v primeru neuspeha umrejo resnični ljudje. Kljub vsemu, kar ljudje govorijo o Izraelu na spletu, ko gre na Bližnjem vzhodu kaj narobe, ko je treba izvesti operacije na sovražnem ozemlju ali ko je treba nekoga rešiti pod ognjem, obstaja velika verjetnost, da so izraelski operativci že tam. In s tem je za ta teden vse. Naslednji teden se vrnem z novimi zgodbami o dogajanju v Iranu in drugod, ki jih morate poznati. Če imate kakšen namig zame, me kontaktirajte na X pod imenom Emily K. Schroeder ali na Instagramu pod Emily in Tel Aviv. Do takrat se vidimo naslednji teden na JNS TV.